Lep pozdrav v mojem imenu in v imenu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Samo da jaz tole. S magistrico Mojco Štritof-Brus, pomočnico direktorja Stanovanjskega sklada, sva pripravili prispevek, v bistvu predstavitev investicij v javna najemna stanovanja. Preden začnem z konkretnimi primeri in predstavitvijo, nekako bi povedala, da v tem letu Stanovanjski sklad zaključuje proslavo 30 let obstoja in kot nosilec in glavni izvajalec državne stanovanjske politike v bistvu skrbimo za uravnoteženo ponudbo javnih najemnih stanovanj za različne, predvsem ranljive skupine prebivalstva, to so družine, mlade družine, tudi družine in seveda starejše osebe. Naše torej poslanstvo je zagotavljanje stanovanj za vse te skupine prebivalstva, spoštujemo različnost potreb in zmožnosti ljudi, prav tako naša vizija je, da učinkovito rešujemo stanovanjska vprašanja v javnem interesu. Nekako neki ključni rezultati iz preteklega obdobja in tako v trenutnem stanju, pa nekaj največjih in bom rekla, reprezentativnih projektov Stanovanjskega sklada je na tem panoju. Torej, pomagamo občinam pri gradnji neprofitnih najemnih stanovanj, nekaj več kot skoraj 120 milijonov evrov sredstev sofinanciranja je vloženo. Smo lastniki oziroma v upravljanju imamo nekaj več kot 7000 najemnih javnih stanovanj in trenutno gradimo, zaključujemo, pripravljamo za gradnjo in realizacijo nekaj več kot 2000 stanovanjskih enot. V levo zgoraj je en od prvih objektov, ki je v celoti bil projekt z javnimi najemnimi stanovanji v Ljubljani, soseska Brdo. Potem desno je naša največja soseska, ki smo je v tem letu tudi zaključili, to je Novo Brdo, ki imamo 35 objektov za skupaj skoraj 500 stanovanji. En objekt je namenjen starejši populaciji, torej s 25 oskrbovanimi stanovanji. Levo spodaj je pa objekt Skupno za mlade Gerbičeva v Ljubljani, ki je pilotni projekt, ki pa smo poskušali reševati to stanovanjsko stisko mlade populacije in je namenjen mladim od 18. do 29. leta starosti. Desno spodaj pa največji projekt v Mariboru, ki ga zdaj zaključujemo v tem letu, bomo v bistvu ga zaključili, pridobivamo uporabna dovoljenja, gre za 400 stanovanj v soseski pod Pekrsko gorco. Mogoče na kratko, pravna podlaga za delovanje sklada je predvsem rezolucija o nacionalnem stanovanjskem programu, ki je sklad v bistvu glavni izvajalec stanovanjske politike na državnem nivoju, nekaj drugih revolucij o družinski politiki, o programu za mladino, za Rome, prav tako novela stanovanjskega zakona s spremembami te zakon o javnih skladih. Osnovni strateški dokumenti sklada pa so poslovna politika stanovanjskega sklada za obdobje 2021-2025 pa poslovni in finančni načrti. Kaj so torej naši glavni projekti in aktivnosti? Kot sem že rekla, zagotavljamo javna najemna stanovanja, smo investitorji, torej sami gradimo lastne gradnje najemnih stanovanj. V sodelovanju s občinami in drugimi prosilci imamo programe sofinanciranja, zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj, pa stanovanj za starejše tudi. Prav tako kupujemo stanovanja in zemljišča za gradnjo stanovanj po javnem pozivu in neposredno od znanih kupcev kot na PRD, UTB in predkupna pravica po stanovanjskem zakonu in tako naprej. Prav tako imamo tudi nov produkt, to je aktivacija praznih stanovanj v Sloveniji in to je javni najem stanovanj. Zdaj se malo bolj sliši. Zelo pomembna je tudi naša razvojna vloga sklada. Kdo nas pozna, ve, da že dolga leta sodelujemo v različnih razvojnih in projektih na nacionalni ravni in prav tako na mednarodni ravni. Smo sodelovali v projektih
Super, sodelujemo Happn Infinite, prav tako smo aktivni pri SRIP pametne stavbe in dom s lesno verigo, ki poskušamo skupaj z povezanimi v SRIP podjetji izvesti en demo razvojni pilotni projekt večstanovanjske lesene gradnje. Lastniki smo blagovne znamke TPSG, torej sami smo pripravili tehnične pogoje v stanovanjski gradnji, seveda s pomočjo zunanjih strokovnjakov. Tudi v teh odborih znotraj razvoja kazalnikov trajnostne gradnje sodelujemo. Sodelujemo s ministrstvi, z različnimi organizacijami v tujini. Zelo pa ponosni smo na dejstvo, da že več let, v bistvu sigurno 3 do 4 leta, implementiramo standard BIM, Building Information Modeling, v različne faze razvoja lastnih investicij, torej od projektiranja preko izvedbe pa s končnim ciljem v bistvu dobiti končni produkt, BIM projekt, BIM, ki je osnova za, bom rekla, gospodarno in učinkovito vzdrževanje in upravljanje s objekti v njihovi življenjski dobi, seveda vse povezano s trajnostno in energetsko ustrezno optimizacijo gradnje. Zdaj, na kratko, lastne investicije sklada. Kot sem že rekla, v prejšnjem letu smo zaključili gradnje v Ljubljani, 607 enot, gradimo 531 stanovanj, do leta 2025 še nadaljnjih 600 stanovanj, tu imamo v razvoju kar nekaj projektov po celi Sloveniji, torej poleg Ljubljane, Maribora, v Novem mestu, Jesenicah, Kranju, Lukovici, Novi Gorici, Lendavi. Pripravljamo tudi dolgoročne naložbe za dodatnih 1200 stanovanj približno. Vse seveda odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev, nekaj iz lastnega poslovanja, morebitnih dokapitalizacij, proračunskih namenskih virov, ki jih zaenkrat nimamo, razpoložljivih kadrovskih virov, prejema nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Zdaj, jaz sem tu nekako povzela osnovne kazalnike, ki jih mi lahko povzamemo glede na razvoj, na izvedbo teh investicij v letih 2021-2023, torej nekje okrog 1200 stanovanj v 35 objektih. Kot vidimo, energijski razred je najmanj B1, s ciljem v bistvu pretežni meri je A1. Vsi objekti so skoraj nič energijski, glede izpustov CO2 je pa povzetek, torej imamo nekje na letnem nivoju 470 kg na površino, kondicionirano za 1300 stanovanj v 35 objektih. To, kar pripravljamo, vse objekti so seveda SNES, ker tudi to zakonodaja nalaga, ciljno je vsaj A2 razred, do 25. leta nekako želimo, da so obnovljivi viri energije vsaj 75%, skladno z uredbo z zelenimi javnimi naročanji, vsi novi projekti bodo imeli lesena okna, ker je tudi to zahteva. Sem že enkrat omenila ta demo projekt, ki bi poskušali narediti tudi slovenski produkt, leseni večstanovanjski objekt v skeletnih izvedbi. Na kratko zdaj tudi konkretno o posameznih projektih. Imamo to sosesko v Mariboru, to je nekako naša najbolj trajnostni objekt, bom tako rekla. Imamo dobre energijske kazalnike in rezultate, torej govorimo o razredu A1, dokaj nizki izpusti letni, torej skoraj nič energijska stavba, kontrolirano centralno prezračevanje kot stanovanje in objekta, tudi garaže, energetsko učinkovita stanovanja z nizkimi stroški obratovanja. Že v fazi projektiranja smo praktično vse ključne elemente preverjali tudi na način LCA ali pa LCA, da bi pač izbrali nekako najbolj učinkovite sisteme, ki poleg tega, da prenesejo nekaj zelenih komponent, vseeno moramo skrbeti za to, da so stroški v sami uporabi, vseeno za te ciljne uporabnike čim nižji, pa da tudi najemnina na nek način je kontrolirana in da lahko zadeve se uravnotežijo. To je v bistvu najtežje, priti do nekega ravnotežja med tem, koliko lahko investicijsko projekt je vreden, vemo pa, da pač posamezni ukrepi zahtevajo neke višje vrednosti v sami izvedbi, potem se to prenese na uporabnike in v tem je v bistvu to, kar si mi želimo nekako priti do nekega optimalnih rešitev. V Mariboru poleg te
zelenih komponent, nekako imamo tudi te socialno-družbene komponente, neko medgeneracijsko povezovanje velike teh drugih programov, kot so vrtec, pa imamo tole dnevni center aktivnosti starejših, tudi en poseben del objekta je za društvo Sožitje, za ljudi s posebnimi potrebami, imamo veliko zelenih zunanjih opremljenih površin, sosedska je pripravljena na e-mobilnost, bodi si avtomobilov ali pa koles, imamo predinštalacije za sončne elektrarne, bomo pač naredili javni razpis, da bi dobili upravljalca in izvajalca. Kot sem že rekla, BIM v vseh fazah smo izvajali, torej od idejne zasnove preko projektiranja, v sami izvedbi smo kontrolirali stroške in terminsko izvedbo preko BIM orodij in v bistvu pripravili ta PIT-BIM za digitalno upravljanje objektov, kjer bi pač lahko sledili in finančno spremljali projekt v celotni življenjski dobi. To je še pač prikaz celotne soseske, gre za 400 stanovanj, nekako pod Pohorjem, v zelenem okolju. Nekaj zelenih komponent projekta so pač zraven zapisane, prepisane iz opisa projekta, ker smo pač časom omejeni, to pač ne bom posebej brala, ampak boste imeli pač v predstavitvi, skratka, od arhitekturno-urbanistične zasnove, od pasivnih elementov preko vseh standardov, energijske učinkovitosti, veliko predizdelanih elementov, imamo montažne kopalnice, vsi balkoni so pač predizdelani, stopnice, tudi z tega vidika čim manjšega obremenjevanja s odpadki. Skratka, zato tudi predstavljamo ta projekt, ker nam se zdi, da za ta namen najemnih stanovanj, da je res tak dober primer uspešnega projekta. Projekt, ki je gradnja šele začela s podobnimi lastnosti, je pa projekt sosedska Nova Dolinska v Kopru, kjer gradimo 2 objekta. Tretji objekt gradi skupaj s nami javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, to bo objekt s neprofitnimi stanovanji, nekak zaključek gradnje je v jeseni 2023. Tudi z desne strani so tiste povzetki glede energijske učinkovitosti, spet imamo BIM v vseh fazah. To je pač začetek gradnje, smo pri pilotiranju, tudi z zelenimi komponentami projekta je pač neki sek prikazan. Zdaj, poleg tega, da sami gradimo, tudi kupujemo stanovanja, zdaj tu je tudi presek vseh teh nakupov na podlagi javnega poziva in naših programov, ki imamo tudi pogoje glede energijske učinkovitosti, nekako tudi drugi investitorji zdaj so pač zato, ker so taki pogoji programa, so dobre rezultate na teh objektih, to je nekak prikaz, v teh 3 letih smo kupili skoraj 340 stanovanj v 17 objektih, res po celi Sloveniji, in imamo v pretežni meri spet A1 do B1, skoraj polovica je skoraj nič energijskih stavb, nakupi od 2020 naprej, ker smo že začeli, pa imajo še strožje zahteve, torej mora biti vsaj A2 razred, torej do 15 kWh, skoraj nič energijske stavbe in tako naprej. Jaz sem pač začela tako s konkretnimi primeri, zaključila bom s tem, kar je v bistvu zapisano v naših strateških dokumentih glede trajnosti in glede razvoja. Skrbimo za trajnostno gradnjo, vsaj poskušamo in celovito prenovo večstanovanjskih stavb, tudi skrbimo za kakovost večstanovanjske gradnje, torej ta neka 4 ključna cilja so integracija koncepta trajnostne gradnje v vse produkte sklada, potem skupno lastno ali partnersko izvajanje vseh teh vzorčnih in drugih projektov, ker že leta v bistvu imamo dobre rezultate, smo začeli v Ljubljani s vzorčno hišo v letu 2015-2014, prvo večstanovanjsko vzorčno hišo praktično v Sloveniji, zdaj pa nadaljujemo tudi z drugimi demo in pilotnimi projekti. Imamo lastno znamko TPSG, blagovno, ki je v bistvu razvijamo neke standarde večstanovanjske gradnje in pripravljamo sistemska navodila za projektiranje. Kot sem že večkrat omenila, uporabo tehnologije BIM na vseh investicijah. Zdaj, da čas leti, zdaj tudi v poslovnem finančnem načrtu, seveda, to smo malo več razdelali pa opisali, mogoče o BIM-u par besed nam
in prikazov. Torej nekako tako izgleda, levo je projekta Gerbičeva v Ljubljani, tam imamo model, projektni model, potem v fazi izvedbe smo sledili terminom pa financam, nekako do končnega modela, ki se potem zdaj uporablja v fazi uporabe vzdrževanja. Desno je pa ta naša največja sosedska Novo Brdo, sicer samo en del, 11 objektov, ki smo tudi s to bi metodologijo sledili, spodaj pa koprski projekt. Udeležili smo se tudi razstave, ki jo je pripravljala Gospodarska zbornica, digitalizacija v gradbeništvu zdaj in nekako smo res... Zaključujem. Ja, evo, samo še to za pokazati, nekako, kje so prednosti tega BIM-a in se zelo strinjam z dr. Šjančevo, da je to zelo uporabno orodje, da bi ga nekako povezali tudi s temi kazalniki, pa bi bilo za vse lažje. Potem imamo v projektnih nalogah veliko stvari povezano s trajnostno gradnjo, z energetsko učinkovitostjo, zdaj pač bom preskočila. In nekako za konec, to je pa tudi en plakat, ki smo ga pripravljali kot predstavitev, kot neke izkaznice teh projektov, ki so tisti ključni kazalniki povzeti. In za konec ocenjujemo, da imamo pomembno razvojno vlogo na področju energetske učinkovitosti in trajnostne gradnje. Veliko gradimo, na različne načine sodelujemo in zagotavljamo stanovanja. Pač nek cilj je skoraj nič energijske stavbe in vsaj A2 razred za naše investicije, nakupe in za sofinanciranje projektov po programih. Se zahvaljujem. Za vse informacije pa na projekt javna.ssrs.si.